V prostorih občine Kamnik je danes potekala tiskovna konferenca v zvezi s prenovo strehe na železniški postaji Kamnik mesto. Naše novinarsko vprašanje se je glasilo, zakaj je v gradbenem dovoljenju iz decembra 2009 zapisana kot kritina bakrena kritina, v kulturno-varstvenih pogojih iz maja letošnjega leta pa pločevina mat temno-sive barve ali bakar. Seveda tudi bakrena, če bi se investitor za to odločil. Mi nismo nikjer rekli, da mora biti izključno to ali pa izključno nekaj drugega, ampak to pa še ne pomeni, kot trdi gospod Šlegel, da je pa pločevinasta kritina neustrezna, pa da je to, bi rekel, uničenje spomenika kulturnega. To pa seveda ne drži. Izgleda, da je pač prejšnja občinska oblast planirala sredstva za bakreno kritino, in je za tako dobila tudi gradbeno dovoljenje. A se mora potem še spremeniti gradbeno dovoljenje, se lahko kar potem dela, recimo, če vi date potem naknadno? Gradbeno dovoljenje ima omejen rok trajanja, Že zaradi tega je bi tukaj samo še nekaj povedala. Občina Kamnik je pristopala v jeseni, oziroma mislim, da je bil november 2009, so oni dobili pač željo, da se bi prijavili na ta razpis za evropska sredstva za ta projekt Majolka bod pozdravljena. In midva z gospodom Dobnikarjem, oziroma tudi, mislim, predvsem gospod Dobnikar je intenzivno pristopil k izdelavi konzervatorskega načrta in če boste dobro pogledali, takrat je naš zavod izdal kulturno-varstvene pogoje 4.12., soglasje 7.12. in gradbeno dovoljenje je bilo izdano 14.12. Ravno zato, ker je občina do 15.12. mogla pristopiti k oddaji vloge. Zelo se je hitelo, mi smo pustili vse naše delo ostalo in pomagali občini, da zbere vso to potrebno dokumentacijo. Dejstvo je, da smo mi takrat pač napisali pločevina ali bakar, je pa res, da potem, ko se je pisala tale knjižica in ko so letos pristopili k prenovi, smo šli natančneje pogledati zdaj bakar ali pločevino. Konzervatorsko delo je vedno gibljivo, vedno se mora prilagajati, tudi finančnih zmožnosti investitorja in mislim, da ni nič narobe, da smo mi to pločevinasto kritino dali gor, ker je bistvo reševanje celovitega, celotnega spomenika. Tukaj zdaj ne gre bakarja ali pa pločevina, ampak gre tukaj za intenzivno reševanje celotnega objekta en mesec pred zimo. In kakšna je razlika med ceno in kvaliteto med bakreno in pločevinasto kritino? Kvaliteta je še boljša, ker je odporna proti udarcem. Poleg tega zdaj za ceno bakra, ne vem, ker se s tem profesionalno ne ukvarjam z dobavo bakra, to potem bakar je, če dovoliš, da dopolnim, sigurno dražji, Poleg tega, da je mehkejši in je za fizične poškodbe bistveno bolj občutljiv. Poleg tega vemo, da je bakar zelo interesanten tudi za kraje oziroma za nelegalne predelovalce barvnih kovin. Tako da se jaz bojim, da če bi bil tukaj gor bakar, da bi zelo hitro zginil, pa bi imeli pa še 3-krat hujši problem, pa da ne govorim, kakšni bi bili stroški občine. Bakreni žlebovi zginevajo še s precej bistveno manj dostopnih in višjih stavb. Mi sami v našem zavodu imamo izkušnje, recimo leta 2007, če se morda spomnite, s krajo bronastih spomenikov. Tako da to je material, ki ga danes človek niti ne bi več priporočal prav iz tega razloga. Potem bi nas pa napadli, zakaj smo dali bakar. Ja. Tudi to bi rada še povedala. Ta pločevinasta kritina obstajajo več vrst. Od cenejše do dražje seveda in tudi podoba ali pa oblika te pločevinaste kritine je tudi različna. In tukaj moram še posebej pohvaliti občino Kamnik, ki je njena prvotna želja je bila dati cenejšo pločevino ravno zaradi teh finančnih razlogov, pa sta se potem na podlagi skupnih debat in odločili za dražjo varianto pločevinaste kritine. In jaz mislim, da je to izjemno kvalitetna rešitev.
Na vprašanje, če je treba zaradi spremembe kritine pridobiti tudi novo gradbeno dovoljenje, pa smo dobili odgovor. Zakon o graditvi objektu je sprememba gradbenega dovoljenja takrat, ko se spremeni poseg v konstrukcijo ali se spremeni fasada. V tem primeru ni posega v konstrukcijo in niti posega v fasado. To so nujna vzdrževalna, načeloma so to nujna vzdrževalna dela, da objekt ne propada. Žalostno je, da se mi pogovarjamo o tem, ali je zdaj razreševanje narejen ali ni. Noben se napraša, kdaj bomo gledali na objekt. Mi se kregamo za stvari, ki so čisto popolnoma nepomembne, objekt pa veselo propadne. In še vprašanje, kakšno vlogo igra pri vsem tem gospod Smiljan Dobnikar. Ker gospod Dobnikar rekel, jaz moram reči, po gradbenih izvencih in projektih in pa naprej so projektanti, kljub temu, če je podpisano ali ne, dolžni sodelovati pri projektu, ker so ga pač naredili, tako treba tudi vprašati, kaj je razložiti. Gospod Dobnikar je ponudil se, da to naredi brezplačno. In je sodeloval in še sodeluje in rekel, ne vem, če boš Smiljan že ti kaj povedal. Ko sem bil jaz pozvan, sem prišel na objekt, smo skupaj z gospodom Voštino prebirali stvari, nekatere stvari strokovne smo prebirali, ugotovili, da stvari so skladne z osnovnim projektom in tle ne vidim nobenih več razlogov, razen tega, da se spet lahko pogovarjamo, ali je ta kritina nekomu všeč ali ne, nič drugega. Se pravi, ste vi brezplačno vodja nadzora? Ne, čakaj, vodja. Rekel je brezplačno? Ne, vodja nadzora nisem. Moram biti jaz po kakšnem zakonu sem brez lahko vodja nadzora. Projektantski nadzor, ko vi prevzamete projekt. Vodja projektantskega nadzora? Ne. Projektantski nadzor je takrat, ko ti pojasnjuješ nekemu uradnemu nadzornemu organu, ki ga so določili, je ta dom ali dom plana, kako se imenuje, oni so uradni nadzor. Oni so pa gradbeni nadzor. To je nad izvedbo. Projektantski nadzor je čisto nekaj drugega kot... Projektantski nadzor je že po pogodbah, če so pogodbe pravilno zastavljene, ko se projekti podpišejo, vsak, ki pogodbo pripravi, že noter napiše projektantski nadzor. To je v smislu pojasnevanje in usklajevanje na samem objektu, če se do česar pride, recimo kot ta današnji primer. On je za zvezo z nadzorom. Gospod Dobnikar bi bil dolžen s pogodbo ali pa brez, če bi gospod Voštino ali pa gospod Eka rekel, da se malo poredelo in gor in dol, pokličite projektanta, je to dolžen se odzvati. To je pač stvar projektantskega nadzora.